Današnja tema, torej čarobnost, magičnost, in to sem želela nekako navezati tudi na našega naslednjega gosta, kajti to besedo si vsak predstavlja po svoje. Je eden najbolj priznanih umetnikov z področja moderne magije v Evropi, kar dokazuje tudi laskavi naslov svetovnega podprvaka, ki ga je dobil na svetovnem tekmovanju čarovnikov leta 1991 v Švici. To je do sedaj najvišja uvrstitev slovenskih čarovnikov na tovrstnih prireditvah v svetu. Dame in gospodje, čarodej Vladimir. Tako da je dobro, recimo, ne reči o neki... To make you love me. Ali čarodej Vladimir, lepo pozdravljen v naši družbi. Lep pozdrav. Lep pozdrav, izvolite se usesti. Kaj naj rečem, ne? Eden prvih, ki je začel torej tole čarodejstvo, da temu tako rečem, eni uporabljajo različne izraze za to, čarovnik, čarodej, magician, kakorkoli, ki je v bistvu vključil tudi glasbo in naredil šov iz tega. Vi ste bili eden prvih, ne? Ja, to je bila tudi noviteta, s katero sem takrat prodrl. Okoli leta 1984 sem začel s tem in leta 1991 je potem bilo tudi to nagrajeno kot nekaj posebnega, kot noviteta v svetu magije. No in danes pa že vse več tega, ne? Danes pa že vsi nekako se navezujejo na glasbo, vsi delajo že šove z tega. Od takrat dalje je ogromno teh čarobnih umetnikov to pobralo in uporabljalo, tako da danes že skoraj ne moreš dobiti nagrade, če ni tako. Pa če sva še nekoliko pri teh začetkih, zanima me, kdaj ste vi sploh začutili, da bi vi zdaj čarali in da boste to počeli v bistvu čez celo življenje? Pravzaprav sem čutil veselje do tega zmeraj, jasno, otrok ima vedno veselje, in pri 16 sem prišel do neke knjige. Predtem, pri nekje 10-11 letih mi je stric pokazal en trik in tiste mi je strašno navdušil. Z te knjige pa sem potem pobral nekaj začetkov in se začel učiti in sem kar mislil, da že kaj dosti znam. In potem sem nekomu enkrat v eni gostilni pokazal trik in on pravi tako čisto poštajarsko: pa kaj to, vse to ni nobena kunst. In mene je to tako zabolelo, da je omalovaževal, sicer je imel prav. Jaz sem takrat pokazal trik. To ni nič, to ni umetnost. Umetnost je ljudi s triki zabavati. Ampak takrat me je tako zabolelo, da sem rekel, jaz bom pa to dokazal, da to je umetnost, da je čarobna umetnost tudi umetnost. In od takrat dalje sem pač vedno težil k temu, da bi to čim bolj populariziral, čim više spravil na čim višji nivo in nekako sem življenje posvetil tej umetnosti. Definitivno vam je uspelo. Pa če ni skrivnost, kako je izgledal, pa če se še morda spomnite, kako je izgledal tisti trik, ki vas je tako navdušil? Spomnim se, seveda, navdušil, ni me trik navdušil, ampak to je bil trik z dvema domino ploščicama, 5, 2, 3, 4 in potem je 5, 2 zginila in se pojavila tam, kjer je bila 3, 4 in tako. Zanimivo, so še danes aktualni takšni triki? Ja, seveda so. Pravzaprav trik nikoli ne umre. Ne, trik ne umre, trik je pravzaprav samo orodje. Ti moraš gledati na to, da boš publiko zabaval, navdušil, očaral in tisti trik je samo orodje. Ti moraš iz tega napraviti eno točko, en šov, eno predstavico, tudi miniaturno, da se ljudje ob tem zabavajo. Odkot pa dejansko pride ideja? Zdaj, je to tako, da recimo vi vidite en trik, ki je drugje, kaj pa zvem, in vam je všeč in ga podelate po svoje, ali triki, ki jih v bistvu si izmišljate, nastanejo popolnoma iz nule in odkot sploh pride do ideje, da se naredi en trik? Sami triki so stari, zelo stari, vseh osnovnih principov je 14 in tu je konec. Tako kot je v glasbi 12 tonov in iz tega vsa glasba narejena.
tako tudi 14 principov. In boljši, ko je trik, več principov vsebuje, več kombinacij naredi, ne. Tako da, če je dosti kombinacij, torej dosti trikov zadaj, potem je laični publiki težje priti do zaključka, kako je to izpeljano, ne. Ker vendarle konec koncev poskušamo to prikriti, da bi se ljudje zabavali pa očarali, ne. No, ampak ko gre pretežno za vaše trike, ne, recimo, ko ste si vi izmislili, aha, zdaj bom pa uporabil ta princip, pa ta princip, pa ta princip, kako recimo pride sploh do ideje, katerega uporabiti? Je to ena zadeva, ki, ne vem, študirate zelo dolgo ali to enostavno se zgodi? Torej, da naštudiraš do končnega, že naštudiraš dolgo, ampak pride ideja najprej, ko nekaj vidiš. Skoraj vedno tako na teh naših kongresih čarovniških, ki jih imamo ogromno po svetu, ne. Tudi v Mariboru vsake 2 leti je ta Magibor. Bova še govorila o tem, ja. In na teh kongresih vidiš ogromno teh predstavitev, tekmovanja, seminarje in ko je ena malenkost, ki mi je všeč, ki vem, da bi lahko uporabil nekaj takega, potem ali uporabim, včasih moram tudi avtorja vprašati, če je to on izmislil, kako, ali smem. Ja, seveda. Torej, nepisane, saj nima, za trik te ne more nihče tožiti, da si njegov trik ukradel zaradi tega, ker ga ne more objaviti uradno, ker ga mora skrivati, torej ga ne more niti patentirati. Ampak ti triki so taki, da, torej rutine bolj, ideje nove so take, da včasih avtorja bolje vprašati, ti, a smem jaz to uporabiti, jaz bi to uporabil tako in tako. Tako sem, naprimer, jaz imam en trik z enim aparatom, ki proizvaja zvok in s tistim delam pač dosti krat čuda, ker ljudje ne vejo, odkot zvok pride, in sem prišel na idejo tudi, da bi z balonom igral in sem pisal prijatelju v Ameriko, ki pa igra na balone, ne. In prosil, če mi lahko ta posnetek naredi, in mi ga je naredil, je rekel, ok, ampak samo za tebe, da ne boš dalje prodajal, ne. In mi je naredil posnetek z balonom, ko igram Happy Birthday. Aha, zanimivo. Tako da je taka zanimiva stvar, zvok se ne ve, odkot prihaja in jaz tistim z balonom delam kao playback. Zanimivo, toliko je stvari, ne, ki resnično pritegnejo pozornost. Nekaj ste še prinesli s sabo. Ja. Zdaj smo videli, ja, prosim. In čisto navaden trik s kartami. Dobro. Pa najprej, da razložim, jaz nisem samo čarobni umetnik, ampak sem tudi neke vrste učenjak, raziskovalec. In doma preizkušam, eksperimentiram in sem doma naredil eno omaro, neke vrste časovni stroj. Ja. In grem vsak dan malo noter in preizkušam in se peljem malo naprej pa nazaj skozi čas, da vidim, kaj se bo dogajalo, pa kaj se je. Ja. In včeraj sem tudi bil noter, sem preizkušal in sem slučajno v današnji dan padel. Tako da točno vem, kaj se bo danes vse zgodilo. Tako da recimo vem, da si boš ti danes eno karto zbrala. A res? Ne samo to. Jaz od včeraj celo vem, katero. Wow, ok, zanimivo. Ja, in zaradi tega sem že tako enako pripravil tukaj. Aha, ok. Ampak ti še ne bom pokazal. Vredo. Bolj zanimivo. Bova jo dala tukaj, tako da bo vsem na očeh. Ok. Zdaj pa, torej karte poznaš, no? Ja. Komplet različnih kart. Seveda. Izbereš eno katero koli, ampak samo eno, ker jih nimam dosti. Tako je. Samo ena. Ok, katera koli? Ja, meni je ne pokazati, jaz sem trik že večkrat videl. Si jo nauči na pamet. Ali pa še boljše, da me ne pozabiš. Pa da mi slučajno ne prideš na idejo, da igram s kakimi dvojnimi kartami, duplikati ali kaj takega. Naredi iz nje en unikat. In sicer tako, da se na njo podpišeš. Znaš pisati, ne? Ja, seveda. Samo da ne bo podpis večji od karte na sprednjo stran. Ja, bom jaz malo stran gledal, da bo tebi lažje. Pokažem? Ok, najprej da imam pisalo, ker bom rabil, imam naslednje leto že spet eno predstavo. Jo pokažem? Ja, lahko, ali pa daj tu noter, pa bom jaz pokazal še ostalim vsem. Aha, ok. So videli vsi in si jo zapomnite, ja, ne pozabiti. Lahko pozabiš vse, kar poznaš, celo familijo, sam karte ne. Zapomnila sem ga? Sem zapomnila. No, zdaj že vidim, da je črna karta. Mislim, od zadaj je črna, ne od spredaj. Aha, od zadaj je črna, ok. Dobro, malo jih bomo premešala. Tako. Zdaj predvidevam, da tvoja karta ni niti prva, niti zadnja. Ne. Ampak, ker sem jaz že včeraj bil v današnjem dnevu, sem vedel, katero boš izbrala. Zaradi tega sem tudi to pripravil, tole tukaj. To. Ker sem pač vedel, da si boš iz teh kart brala eno. Zdaj pa vzemi vse karte. Ja, vzamem. Pa
mi povej, katera karta je bila. Kralj Kara. Kralj Karo, poglejma. Če je to kralj Karo, bi že moral biti čudež. Ampak, ker sem jaz bil res včeraj v tem današnjem dnevu, sem prinesel s seboj karto s tvojim podpisom. No, en suvenir ti poklanja Vladimir. Hvala. Lahko imaš za spomin? Hvala, karte vračam. Jo, hvala. Ojoj. No, važno je, da je podpis tvoj gor, ker drugače ljudje mislijo, da sem to že kaj golfal, ne? Navdušena sem, Vladimir. Mislim, drugače bi vedeli, da sem golfal, tako pa samo mislijo. Čudovito. Kako dolgo vadite za en tak trik, ki ste ga ravno kar pokazali? Torej, ta trik je kombinacija mnogih trikov in seveda je to... Recimo kolikih? 6. Aha, okej, to je kar precej potem, kar precej kompleksen trik, torej? Je, precej. In vadiš tega je zelo težko reči točno koliko dolgo. Zaradi tega, ker recimo jaz sem ga vadil 3 minute, ampak sem imel 40 let prakse s kartami. Če pa imaš prakse recimo 3 leta s kartami, 4 leta, pol pa rabiš malo več. To je samo tisti trenutek, ko mi je prišla ideja, ker tudi ni moja ideja osnovna. Moja ideja je bila samo ta zgodba s časovnim strojem, pa z vsem tem, da ima to en smisel, da ne rečem, ja, zdaj tvoja karta tam zginila, pa se tu pojavlja. Kaj pa, če bi še vas vprašala, recimo, kateri trik je pa bil recimo do zdaj za vas najtežji ali pa rečemo temu tudi verjetno največji? Najtežje je bila tista manipulacija, ki sem bil tu z njo nagrajen, to je nekaj s kartami. Medtem, ko moj največji nastop je bil pred, recimo, mogoče je bilo to 10 ali 15 tisoč ljudi na Mariborskem stadionu, leta več ne vem katerega, približno 82, 83. Takrat sem delal neke vrste levitacijo, 3 sekire, pa deklico gor na 3 sekire položil, pa potem 2 sekire umaknil, pa bila enostavno. To je pač ena taka velika iluzija, ki jih danes tudi ogromno krat delamo, ampak takšnih prostorov, takih ambientov ni, kjer bi to lahko bilo izvedljivo tudi toliko. To moraš imeti gledališče. Pa če še recimo se dotakneva tega, koliko pa recimo, oziroma v kateri državi na svetu je to najbolj razvito? Amerika? Težko reči, ja. Las Vegas je zagotovo center tega show biznisa. Kaj pa v Evropi? V Evropi so Nemci v glavnem prednjačijo pred vsemi drugimi zaradi izredno dobre šole, ki jo imajo, pa tudi Francozi so strašno visoko. Drugače pa je povsod po zahodni Evropi, pa tudi po vzhodni Evropi zelo cenjeno to. Tako da sem jaz pred davnimi leti, ko je še bila tu Jugoslavija, prav pisal na Zvezni izvršni svet, ker sem se razburjal, da so vsi, celo vzhodnjaki in zahodnjaki bili pred nami, ker smo imeli, naprimer, davek na igralne karte 750%. Ja, v Jugoslaviji je to bilo tako. Kako pa recimo v privatnem življenju pri vas, ko se družite s prijatelji in to, se vam dostikrat zgodi, da pridejo, joj, Vladimir pokaže kakšen trik, pa imaš kaj novega, pa in potem seveda je veliko takih, ki želijo izvedeti, v čem je skrivnost, ali vas pustijo v tem svojem sjaju? Torej, za ta trik, torej, za vprašanje, kako gre trik, mu navadno rečem, da je lepše biti očaran kot razočaran. Tako da pač ne razlagam. Drugič, če je kdo bolj nasilen, ga vprašam, dobro, če bi že rad vedel trik, pa znaš zadržati skrivnost zase? On pravi, ja, seveda. No, jaz tudi. Super, za konec tega prvega dela pa me zanima še samo, koliko je v bistvu zanimanja za to v Sloveniji? Imate dosti nastopov? Se vam zdi, da še je to aktualno? Ker v svetu je to definitivno nikakor ne umre, se mi zdi, da še kar raste in raste. Sploh recimo, ko sem bila v Vegasu, sem tudi sama si ogledala mnogo teh čarovniških predstav in ljudje so na tem nadušeni. To je pri njih resnično ena umetnost, poveličujejo jih zelo visoko. Pri nas v Sloveniji, morda je Slovenija zaradi tega, ker je tako mala, ni toliko tega, ampak vseeno me zanima iz vaše perspektive.
Torej, ja, težje je že delati zaradi tega, ker je Slovenija toliko majhna, ker če narediš eno predstavo, ki je jezikovno vezana, jo 5-krat pokaže, so videli vsi. Ne? Ampak dobro, jaz delam v glavnem te predstave za podjetja, za odraslo publiko, v glavnem, ne toliko za mlade, kjer delam ta stand-up comedy magic in to je, navadno so te zabave predbožične, prednovoletne za podjetja, potem so nekatere reklamni šovi, ko je treba za en določen produkt izdelati šov, predstavo, ki jo lahko v živo narediš in prije ta produkt dobro do izraza. To sem dosti krat delal za farmacevtska podjetja, tisti imajo tako navado, da za zdravnike pokažejo eno tako predstavitev. Drugače pa imamo tudi šolo, tu v Mariboru v tem studiu, pa tudi mlade učimo, seveda. O tem bova še povedala nekoliko več v drugem delu. Zdaj bi pa morda še zaključila z enim trikom. Še nekaj, koliko vem, imate pripravljeno? Imam enega lepega. Aha, okej. Ki tudi ni na mojem zelniku zrasel. Imenuje se Wall Street. Dobro. In sicer taka denarnica je, ki se ji reče Wall Street in pa $10 in €10. In zdaj lahko človek seveda na Wall Streetu investira. Jaz bom recimo investiral $10, če se vidi, da je 10. Investiram $10, kupim delnice Coca-Cole, počakam 5 minut in imamo $100. Lahko tudi evre investiram. Recimo investiram €10, počakam 2 leti, kupim recimo delnice Forda in imam še vedno €10. Ampak mnogo od tega. In potem to označiš za publiko in se vsi veselijo. Čudovito, Vladimir, jaz sem resnično navdušena.